Zakon na odboru ni dobil zelene luči, torej ne gre naprej v parlamentarno proceduro. Jaz mislim, da je pred Slovenijo še en mukotrpen proces, kjer bodo posamezniki iskali svojo pravico najprej na slovenskih sodiščih, potem pa še na Evropskem sodišču. Po mojem mnenju se bo končalo tako, kot se je v drugih državah Evropske unije. Slovenija bo obsojena in za davkoplačevalce to pomeni, da bomo nepošteno prakso bank plačali vsi skupaj iz naših žepov, tako kot smo sanacijo bank. Čudi pa me argumentacija posameznih poslancev, ki po eni strani so glasovali tudi takrat, ko smo banke reševali, so glasovali za takšno rešitev in danes, ko bi pa morali reševati državljane, pa tega niso podprli, govorijo o osebnih odnosih, osebni neodgovornosti. Čeprav praksa po ostalih državah Evropske unije in praksa Evropskega sodišča govori o tem, da ni šlo za naivnost posameznikov in ni šlo za špekulativnost posameznikov, temveč za premišljeno toksično poslovno prakso, ki je rezultirala z oškodovanjem mnogih posameznikov. Kot sem rekel, čas bo prinesel svoje, na koncu bo treba poiskati pa glavne krivce in jim izstaviti račun za to, kar se je zgodilo. Bi smeli reči, da se je tole odločanje na odboru Državnega zbora za finance izteklo s figo v žepu? Zagotovo. Če pogledamo razpravo in vse dokaze, ki so na mizi in vse sodbe sodišča Evropske unije, je jasno, da bi morali zakonodajalec stopiti na stran potrošnikov, varovanja potrošnikov in da to ni sprejemljivo, kar se je danes zgodilo. Bo pa treba pač izstaviti tem politikom, ki so tako glasovali, račun za to, ker bo na koncu nažalost spet davkoplačevalec plačal to, kar so banke povzročile. Kako pa boste ukrepali v prihodnje? Ja, zdaj bomo pač preučili, če so še kakšne druge možnosti. Dejstvo je, da pač sodna pot je še vedno ostaja in ta sodna pot je vedno bolj gotova. Če bo treba, bomo naredili sklad, s katerim bomo financirali tožbe za tiste, ki ne morejo tega narediti. Skratka, z dokazi gremo naprej, mi jih imamo vsak dan več, ne vsak dan manj, banke jih imajo vsak dan manj, tako da pač slej ko prej bo zadeva razrešena tudi za nas. Gre pa za 16 do 20 tisoč primerov. 16 do 20 tisoč primerov, to pomeni z družinami toliko in toliko glasov in mi bomo poskrbeli za to, da se ve, kdo so bili tisti, ki so bili proti takemu zakonu, ki bi vzpostavil enakopravno in pošteno razmerje med kreditojemalci in bankami.